CCTV je postal nepogrešljivo orodje pri preiskovanju primerov pogrešanih oseb. Nadzorni sistemi zagotavljajo ključne vpoglede v zadnja znana gibanja pogrešanih oseb, kar preiskovalcem omogoča, da sestavijo možen potek dogodkov. Kljub temu postopku sledenja pa številni še vedno ostajajo pogrešani. Številka 20. Obstaja le en stavek informacij o ozadju in osebnosti Ashley Bosma. Vse to pa je mogoče sklepati iz okoliščin njene izginotja. Prvič, Ashley je bila leta 2025 stara 40 let, glede na območje, kjer je izginila, pa je uživala v naravi, pohodništvu in kampiranju. Preostali opis pogrešane ženske je bil povzet na plakatih, ki so preplavili prometne ulice in družbena omrežja. Ashley Bosma so nazadnje videli oblečeno v rožnate pajkice in siv pulover. Imela je modre oči, ob izginotju pa so bili njeni lasje pobarvani v rožnato barvo. Bila je visoka 163 cm in tehtala približno 52 kg. In od 14. oktobra 2025 je nihče ni videl ali slišal za njo. Okoliščine njene izginotja so nenavadne. Preiskava pa je obstala, saj je malo sledi in ni nobenih namigov. Časovnica izginotja Ashley se je začela tistega dne na otoku Vancouver v Britanski Kolumbiji v Kanadi. Tukaj ženska se je odpravila na ribolov, čeprav ni bilo podrobno navedeno, s kom je bila, če sploh s kom. Potrdili so, da je izlet potekal v Cumberlandu, kjer naj bi Ashley postavila tabor blizu jezera Comox, ki se nahaja v 24-hektarskem parku Cumberland Lake Park. Rezervat ponuja peščene plaže, plavajoči pomol za kopanje, kamp, 14 opremljenih parcel, skupinsko taborišče, pomol, izplovišče za čolne, pohodniške poti in do 34 neoskrbovanih parcel. V parku živijo tudi črnorepi jeleni, Rooseveltovi vapitiji, pume in črni medvedi. Zato morajo taboriščniki vso hrano shranjevati v posodah, odpornih proti živalim. V 4 dneh pred izginotjem Ashley so jo večkrat opazili na nadzornih kamerah, ko je vstopala v neimenovan objekt. Ta slika je organom pregona in javnosti dala novo podobo o tem, kako je Ashley izgledala v času njenega izginotja. Črne medvede obiskovalci teh parkov pogosto opazijo. Verjamejo, da je Ashley po postavitvi tabora ob jezeru morda vstopila na eno od bližnjih poti, čeprav preiskovalci ne morejo z gotovostjo povedati, po kateri poti bi lahko hodila. Prav tako so predlagali, da bi jo morda kdo pobral ali pa je odšla na neznano lokacijo. Okoliščine njene izginotja ostajajo neznane organom pregona, ki puščajo odprte vse možnosti. Potem, ko se ji 2 dni ni oglasila, jo je njena mati Cindy prijavila kot pogrešano kanadski kraljevi konjeniški policiji. Minilo je 6 mesecev in preiskovalci so sledili vsaki možni sledi, medtem ko še naprej aktivno preiskujejo njen primer. Njeni bližnji so medtem ustanovili GoFundMe za zbiranje sredstev za nagrado za informacije, ki bi vodila do kraja, kjer se nahaja Ashley Bosma. Družina verjame, da bi ponudba nagrade lahko spodbudila tiste, ki imajo informacije, da se oglasijo in jim pomagajo najti pogrešano sorodnico. Družina ne živi na območju Comox, zato morajo potovati med domovi in iskati nastanitev, kar jim povzroča dodatne stroške. Denar, zbran preko GoFundMe, bi jim prav tako omogočil, da nadaljujejo z iskalnimi prizadevanji. Cilj je postavljen na $9,000 kanadskih, od katerih so izbrali že več kot 7,500. Vse informacije o tem, kje se nahaja Ashley Bosma, lahko posredujete policiji Comox Valley RCMP na številko 250 338 1321. Obveščevalci naj navedejo številko primera 202515816. Številka 19. Liza Dorian se je rodila na Severnem Irskem leta 1979 kot najstarejša od 4 otrok, Pat in Johna Doriana. Ima 3 mlajše sestre, Michelle, Joanne in Sierra. V svojih 20-ih je mlada, družabna, odprta in zabavna ženska delala kot prodajalka v obmorskem mestu Bangor v okrožju Down. Načrtovala je, da se preseli v Španijo in začne posel z izposojo vodnih skuterjev, pri čemer bi uporabila odškodnino za telesno poškodbo v višini 50,000 funtov, ki naj bi jo prejela sredi leta 2005. Po leti 2004 je Liza končala svojo 4-letno zvezo z Jamiem Millsom in začela preživljati čas z novo skupino prijateljev, ki jih njena družina ni odobravala. Vrđeli so, da ima ta skupina povezave z organiziranim kriminalom, težkimi drogami in lojalističnimi paravojaškimi skupinami.
Približno v tem času naj bi 24-letna Liza začela redno uporabljati droge. Preden je Liza lahko prijela svojo odškodnino, je postala osrednja oseba v več desetletij nerešenem primeru. Konec februarja 2005 je Liza petko večer preživela v Broomsportu, nato pa je prespala pri prijateljici v Ballywaterju. Naslednji dan so jo videli v pubu blizu Kirkcubena, nato na zabavi v Ballyhalbertu, preden se je za nekaj ur vrnila v svoje stanovanje v Bangorju. V nekem trenutku, tisto noč ali zgodaj zjutraj, je Liza zapustila svoje stanovanje in odšla v dom Naomi Drysdale v Ballyhalbertu, kjer je potekalo še eno druženje. V nedeljo, 27. februarja, so Liza in nekaj znancev odšli v zapuščen kamp prikolic v Ballyhalbertu na nadaljevanje zabave. Veliko udeležencev je bilo pod vplivom rekreativnih drog. Po poročanju je Liza večino časa preživela z Markom Lovettom, oskrbnikom parka. V zgodnjih jutranjih urah v ponedeljek, 28. februarja, so bili dokumentirani njeni zadnji znani premiki. Enega, Marka je njena sostanovalka poklicala njeno mlajšo sestro Joano in ji povedala, da se Liza čez vikend ni vrnila domov. Liza se ni oglašala na klice in njena družina je hitro začela iskati. Tisto noč je družina srečala Marka Lovetta, za katerega so povedali, da je bil solzen in vznemirjen. Trdili je, da sta z Lizo sedela v prikolici okoli 4:45 zjutraj, ko sta zaslišala glasen hrup in zunaj videla utripajoče luči. Oba sta v strahu stekla ven in se v temi ločila. Mark je povedal, da je kasneje poskušal poklicati Lizo, vendar se ni oglasila. Trdil je, da je bilo to zadnjič, ko jo je videl. Izginotje Lize Dorian je bilo prijavljeno, policija pa je začela preiskovati kamp s prikolicami. V prikolici so našli njeno torbico in druge osebne predmete. Izjave prič so bile omejene, ker je bila večina udeležencev zabave pod vplivom alkohola ali drog in niso mogli dati zanesljivih izjav. Eden od udeležencev zabave, ki ni zaužil ničesar, je podal več podrobnosti. Povedal je, da sta Mark in Lisa tako močno halucinirala, da je postal zaskrbljen zanju. Okoli 1:15 zjutraj je poklical Liso, da bi preveril, kako je, vendar se ni oglasila. Mark se je oglasil na telefon in nerazločno rekel, da ima privide, nato pa je odložil slušalko. Policija je kasneje prejela nasprotujoče si informacije. Mark je sprva rekel, da je poklical Liso, potem ko sta se razšla, vendar je nekaj mesecev kasneje poklical tudi njenega fanta, ki naj bi trdil, da je v Bangorju z drugo žensko. Fant je to zanikal in rekel, da mu je Mark samo povedal, da Lisa pogrešana. Prav tako je razkril, da je bil Lisin telefon dejansko v njegovem stanovanju v Ballywaterju. Po teh nasprotujočih si izjavah je Mark nenadoma prenehal govoriti s policijo in je zavrnil sodelovanje z Lisinino družino. Februarja 2025 je policija objavila posnetke varnostnih kamer Lise iz restavracije Saltwater Brick, posnete 2 dni preden je izginila. To je staja zadnji znani posnetek Lise. 2 desetletji kasneje je Lisa še vedno pogrešana. Njena družina še vedno upa, da bo nekega dne najdena. Opisana je kot oseba s svetlimi lasmi, modrimi očmi, vitke postave in visoka približno 163 cm. Crime Stoppers ponuja nagrado v višini 20,000 funtov za informacije, ki bi pripeljale do tega, kje je Lisa, ali do aretacije tistih, ki so odgovorni za njeno izginotje. Lisini družina še naprej prosi za informacije in upa, da se bo nekdo oglasil z namigi, ki jih bodo usmerili na pravo pot. Nazadnje so jo videli oblečeno v belo majico, svetle trenirke in bele kosmate mun škornje, ko je izginila. Informacije o njej lahko posredujete policiji Severne Irske na številko 101 ali preko njihovega spletnega portala na psni.police.uk, poševnica psni.police.uk/report. Anonimne namige lahko sporočite organizaciji Crime Stoppers na številko 0800 555 111. Številka 18. Brett McGilvery se je rodil v Wangan Hillsu v zahodni Avstraliji in je bil po srcu podeželski fant. Njegovi bližnji so ga opisovali kot družabnega, odprtega, prijaznega in skrbnega človeka z velikim krogom prijateljev. Oboževal je šport, še posebej tenis, kriket, košarko, nogomet, deskanje, vaterpolo in ribolov, za katerega je razvil strast med družinskimi počitnicami v Cervantesu. Njegova družina je povedala, da je živel avstralske sanje, dokler ni bil povezan z nerešenimi izginotji ob Stuart Highwayu.
Stewart Highway se razteza 2800 km od Port Auguste v Južni Avstraliji do Darwina na severu in pečka nekaj najbolj samotnih predelov Avstralije. Ker je med mesti le nekaj postajališč in so omejitve hitrosti do 130 km/h, velja za eno najnevarnejših cest v državi. Med letoma 2004 in 2007 je v bližini avtoceste na severnem teritoriju prišlo do več izginotij, od katerih jih je veliko še vedno nerešenih. Leta 1997 je Brett preživel 3 mesece v bolnišnici Greylands, potem ko sta njegova starša, Rosette in Colin, opazila nenavadne pogovore, paranojo in znake blodnjavosti. Zdravili so ga zaradi akutne psihotične epizode, katere vzrok ni bil znan, vendar je njegova družina po odhodu iz ustanove verjela, da mu gre dobro. Ta izkušnja je kasneje navdihnila Bretta, da se je odločil za delo v skupnostni negi ali na področju duševnega zdravja. Vpisal se je na univerzo Edith Cowan, uspeval kljub pritisku, si pridobil veliko prijateljev in celo opravil prakso v bolnišnici Greylands, kjer so ga nekoč zdravili. Vse pa se je spremenilo v ponedeljek, 10. aprila 2006. Tistega jutra se je 26-letni Brett pripravil na delo. Materi povedal, da bo morda prišel domov kasneje kot običajno in ob 6:40 zjutraj odšel s svojim belim Toyota Camryjem. Imel je svoj telefon, denarnico, torbo in nosil je svojo uniformo medicinskega brata za izmeno v bolnišnici Bethesda v Clermontu. Kasneje tisti dan je Rosa našla sporočilo na telefonski tajnici z univerze Edith Cowan, v katerem so Bretta opomnili, naj obvesti svojega nadrejenega, če zamudi svojo prakso v zdravstveni negi. Postala je nervozna, vendar je mislila, da morda bolnišnica ni zabeležila njegove prisotnosti. Potem je Colin opazil, da je Brett v hladilniku pustil svoje zdravilo litijev karbonat. Sprva so upali, da je preprosto izpustil odmerek ali odšel na obisk k prijateljem, a po večkratnih neodgovorjenih klicih in neprespani noči so ga prijavili kot pogrešanega. Policija je preverila Brettove telefonske zapise in izvedela, da je bil njegov telefon izklopljen takoj, ko je zapustil dom. Ni šel v bolnišnico. Namesto tega se je odpeljal do lokalne banke, dvignil denar in zapustil mesto. Od takrat se ni nikomur več oglasil. Ker je imel rad potovanja, so preiskovalci pregledali posnetke varnostnih kamer po vsej Avstraliji. Kasneje so ga opazili v Ceduni, približno 2000 km vzhodno od Pertha, kjer je dvignil še več denarja na bankomatu. 5 dni so se na njegovem računu še naprej pojavljali dvigi, dokler ni bil izpraznjen. Njegovi starši so položili še več denarja, vendar po 15. aprilu ni bilo več nobenih transakcij. Kasneje je čuvaj parka poročal, da je na Veliki petek videl Bretta na cesti Lurita, blizu Kings Canyona v severnem teritoriju. Spal je ob cesti in rekel, da ima težave pri iskanju svojega vozila. Čuvaju parka je povedal svoje ime in rekel, da se odpravlja domov. Čuvaj parka je povedal, da je bil videti fizično v redu, vendar je deloval zmeden, zato je obvestil policijo v Hermannsbergu. Ko so namig povezali s primerom pogrešanega Bretta, je policija postavila cestno zaporo, vendar je bil že izginil. 26. aprila je voznik tovornjaka prijavil zapuščenega Toyota Camry z registrsko številko 8CI 766 na Stewartovi avtocesti v regiji napada. To je bil Brettov avto. V notranjosti so policisti našli poln rezervoar za gorivo, ključe v kontaktu, Brettovo denarnico in njegov telefon. Edino, kar je manjkalo, sta bila Brett in njegova črna torba. Račun za gorivo je pokazal, da je bil v Alice Springsu 15. aprila policija, pa je iskana po zraku in kopnen, vendar niso našli nobenih dodatnih sledi. Brettovo izginotje ostaja nerazrešeno. Njegova družina je povedala, da v dneh pred njegovim izginotjem nihče ni opazil nič nenavadnega, zaradi česar je njegovo izginotje nenadno, nepričakovano in povsem neznačilno zanj. Brett McGilvery je opisan kot bel moški z modrimi lasmi in rjavimi očmi. Ima svetlo polt in čvrsto postavo. Rečeno je, da je visok 5 čevljev in 7 palcev, verjame pa se, da je imel s seboj majhen črn nahrbtnik, ko je izginil. Informacije lahko posredujete na številko Crime Stoppers 1-800-3000. Prijave lahko oddate tudi na spletu na nsv.crimestoppers.com.au. Številka 17. 11. marca 1933 se je v Peruju rodil Fermín Delgado Pinto, kjer je odraščal in skromno delal na poljih. Tisti, ki so ga poznali, so ga opisovali kot prijaznega, prijateljskega, družinsko usmerjenega in vedrega človeka.
Ker je živel blizu obale, je razvil ljubezen do plaže in ribolova. Tudi v starosti je ostal neodvisen in je užival v dolgih sprehodih. Vedno se je brez pomoči vrnil domov. Ni imel dokumentiranih zdravstvenih težav, demence ali kognitivnih motenj. Leta 2011 se je Fermin preselil iz Peruja v Čile, da bi bil bližje svojim hčeram in vnukom, ter se naselil v občini Peña Loma v Santiagu. Marca 2018 sta ena od njegovih hčera in njen mož pripravila presenečenje. Potovanje v Limo v Peruju za njuno 25. obletnico poroke. Derman je vedel za to in vztrajal, da gre zraven, da bi lahko tudi on obiskal družino. Ker je bila njegova vozovnica kupljena posebej v zadnjem trenutku, se je moral Derman sam vrniti v Čile. Njegova družina je bila zaradi njegove starosti zaskrbljena, vendar jih je uslužbenec letalske družbe prepričal, da mu bo osebje pomagalo skozi letališče, vključno z izkrcanjem in prevzemom prtljage. Po 2 tednih v Limi se je Derman ukrcal na povratni let, ki naj bi pristal na mednarodnem letališču Arturo Merino Benitez ob 19. uri 2. aprila. Sorodniki v Čilu so ga čakali pri izhodu številka 4, vendar se po prihodu vseh potnikov German ni pojavil. Ko je družina prosila osebje letališča za pomoč, so jim rekli naj počakajo in jim preprečili vstop v katerokoli izmed omejenih območij. Osebje pa ni želelo niti potrditi, ali je letalo sploh prispelo. German ni imel mobilnega telefona, zato ga nihče ni mogel kontaktirati. Njegova hči, ki je kasneje prispela iz Lime, je ugotovila, da ga še vedno pogrešajo. Sorodniki so se razdelili in sami preiskali terminal. Eden je preveril območje taksijev, vendar so ga odstranili. Pogovarjali so se tudi s prihajajočimi potniki in srečali Kolumbijko, ki je povedala, da so tudi njej obljubili pomoč na letališču, a je ni nikoli prejela. Družina je na koncu našla policista, ki je prisilil osebje letališča, da je posredovalo informacije. Osebje je trdilo, da je Fermanovo letalo prispelo že pred več urami, vendar je prišlo do težave z njegovo prtljago, zato so ga dali na invalidski voziček pri prevzemu prtljage in mu rekli, naj počaka. Rekli so, da je postal nejevoljen in je sam odšel. Družina in policist sta kljub uporu osebja zahtevala posnetke varnostnih kamer. Posnetki so ovrgli zgodbo letališča. Ferman je bil brez spremstva od trenutka, ko je vstopil v terminal in nikoli ni bil prikazan, da bi čakal pri prevzemu prtljage. Taksist je govoril z njim, vendar Ferman ni vstopil v vozilo. Okoli 19:30 so posnetki pokazali, da se mu je približal neidentificiran moški, za katerega menijo, da je morda zaposlen na letališču. Moški je pokazal v eno smer in Ferman je odšel tja proti avtobusni postaji. Kasneje so ga varnostne kamere pokazale, kako tam čaka v vrsti, vendar je postal nestrpen in odšel, dokler ni izginil iz vidnega polja kamere. To je bilo njegovo zadnje potrjeno opažanje. Ferman je imel pri sebi 9000 peso, ko je izginil, zaradi česar se je njegova družina bala, da je morda pristal na ulici. Med preiskavo so odkrili, da so v podobno zaskrbljujočih okoliščinah izginili tudi drugi starejši in ranljivi ljudje. Ferman Delgado Pinto bi bil danes star 92 let. Opisan je kot hispano-američan z rjavimi očmi in kratkimi sivimi lasmi. Je srednje postave in visok približno 168 cm. Informacije o tem, kje se nahaja ta pogrešani moški, lahko posredujete PDI ali pokličete na številko 27082-178. Številka 16. Amy Brown je svojega moža, Davida Lamarja Browna, opisala kot čudovito osebo, popolnega moža in ljubečega detka. Par je bil poročen četrt stoletja, leta 2024 pa je David dopolnil 70 let. Srečni par je tisto leto skupaj gradil nov dom in naj bi po poročanju živela svoje sanje ter načrtovala preostanek svojega življenja. Nažalost je prav tisto leto David prejel žalostno diagnozo, ki je nihče ni mogel predvideti. Po nekaterih zdravstvenih težavah je David obiskal zdravnika, kjer so mu diagnosticirali raka 4. stopnje. Predpisali so mu zdravila za obvladovanje bolezni in kmalu je začel zdravljenje. A to še ni bil konec čustvenega vrtiljaka. Amy je svojega moža Davida pripeljala v Brooksville na Floridi, v okrožju Hernando, iz njunega doma v Georgiji, ker si je David, ki se je zdaj boril s težko boleznijo, želel videti svojega brata in preživeti čas z njim. Ena od stvari na Davidovem seznamu želja je bila, da bi skupaj z bratom obiskal 194 akrov veliko družinsko posestvo in star hrast. Prav med tem obiskom bi David Brown skrivnostno izginil
kar je sprožilo obsežno iskalno akcijo, ki še vedno traja. Bilo je 13. avgusta, ko sta se David in njegov brat skupaj z zvestim izurjenim psom varuhom Snoopyjem odločila odpraviti v gozdnato območje na Baron Road v Brooksvillu. Vsi trije so se skupaj peljali z golf avtomobilčkom proti gozdu, a jim je pot preprečilo podrto drevo. Ležalo je čez pot in jim preprečevalo, da bi nadaljevali. Davidov brat se je odločil vrniti domov po opremo, da bi odstranil drevo. 69-letnik je ostal zadaj s Snoopyjem ob sebi in rekel: "V redu, jaz bom šel naprej. Grem pogledat drevo s psom." To je bilo zadnjič, da so bližnji videli ali slišali Davida, saj se ni nikoli vrnil z tega kratkega sprehoda. Preden se je njegov brat lahko vrnil iz gozda, je Snoopy že prispel domov. David pa ni bil z njim, kar je takoj sprožilo alarm. Hitro se je vrnil na cesto in začel večurno iskanje, ki ni obrodilo nobenih sadov. Do 1:30 popoldne je bil šerifov urad okrožja Hernando obveščen o izginotju Davida Browna. In takoj se je začela iskalna in reševalna akcija za ranljivega moškega, ki je potreboval redna zdravila. Oblasti so hitro pridobile posnetke iz gozdnatega območja, ki jih je posnela kamera za spremljanje divjadi, na katerih je bil David viden, kako hodi proti jugu, očitno v smeri ceste Hayman, okoli 10:40 dopoldne. Policisti so se odpravili na območje in preiskali pot, pri tem pa sledili moškim stopinjam. Nekaj dlje po poti, na območju pred tem, ko je šel mimo kamere, so preiskovalci našli Davidova očala in čevlje, njega pa ni bilo nikjer. Ker ni bilo več posnetkov nadzornih kamer, se preiskovalci zdaj zanašajo izključno na namige prič, ki bi lahko opazile pogrešano osebo. Iskanje Davida je izjemno nujno zaradi njegovega zdravstvenega stanja. Opisan je kot bel moški s sivimi lasmi in modrimi očmi. Visok je 5 čevljev in 11 palcev ter tehta približno 175 funtov. Informacije o tem, kje se nahaja pogrešana oseba, lahko posredujete šerifovemu uradu okrožja Hernando na številko 35275 46830 s številko primera agencije 202 400 333 975. Številka 15. Tako kot okoliščine njene nenavadne izginotja, tudi o življenju Ane Qureshi ni veliko znanega, vključno z njenimi osebnimi odnosi, povezavami in zgodovino. Znano je, da je bila stara 33 let in prebivala v New Jerseyju, kjer je živela v stanovanju s svojim majhnim psom v četrti Heights v Jersey Cityju v stavbi na naslovu South Street 147. Izginotje Ane Qureshi se je začelo v zgodnjih jutranjih urah 1. marca 2025. Okoli 4:56 zjutraj je zapustila svoje stanovanje skupaj s svojim psom. Njeni ključi in mobilni telefon so ostali v njenem stanovanju. Od tam naprej pa se lahko zanašamo le na posnetke varnostnih kamer, ki so ujele Ano Qureshi, da sestavimo preostanek njene poti, preden se je ta nenadoma končala. Posnetki nadzornih kamer so razkrili, da je odšla v enega izmed parkov blizu svojega doma, kasneje pa so potrdili, da je šlo za Riverview Fish Park. Ni jasno, ali je imela v tem trenutku s seboj psa, vendar ko so Ano Qureshi ponovno opazili, je bila sama. Zadnje opažanje pogrešane ženske je bilo zabeleženo istega dne, ko so Ano Qureshi videli v Hobokenu, 2 milji vzhodno od njenega stanovanja v Jersey Cityju. Na posnetku je bila Ana Qureshi videna v črni jakni, črnem puloverju, črnih hlačah in črnih čevljih. To bi bil zadnjič, da so Ano Qureshi ujeli nadzorne kamere. Potem, ko Ane Qureshi nihče več ni videl ali slišal zanjo, jo je njena družina prijavila kot pogrešano, kar je sprožilo temeljito preiskavo in iskalno akcijo. Ob preiskavi primera so oblasti naletele na Aninega psa, ki je bil nenavadno in neznačilno puščen samega na hodniku stavbe, kjer so ga našli zaposleni. Odkritje je bilo za družino zaskrbljujoče, saj verjamejo, da Ane Qureshi nikoli ne bi pustila svojega psa v takšni situaciji. Od takrat je bilo v tej nenavadni zadevi narejenega zelo malo napredka. Prejeli so le malo namigov. Vsak namig so preverili, vendar noben ni pripeljal do novih sledi, ki bi preiskovalce usmerile na pravo pot. Njeni bližnji so od takrat ponudili nagrado za informacije o njeni lokaciji. Oblasti pa pozivajo člane skupnosti, naj pregledajo posnetke varnostnih kamer, v upanju, da so osebne kamere kaj ujele. Njen primer je bil opredeljen kot primer pogrešane osebe in ostaja nerešen do aprila 2026. Ana je bila opisana kot oseba z olivno poltjo, črnimi lasmi in rjavimi očmi. Visoka je 5 čevljev in 10 palcev.
Ima prebodena oba ušesa in nos, prav tako naj bi imela več tetovaž. Informacije v zvezi z njenim izginotjem ali lokacijo lahko posredujete policijski upravi Jersey City, severni okraj, na številko 201 547 5350. Številka 14. Charlene Hobbs je mati, sestra, kči in prijateljica mnogim. V njenem osebnem življenju ali preteklosti ni bilo razkrito veliko. Rečeno je bilo, da je bila stara 36 let, ko je izginila, in da je prebivala v Riversideu v Cardiffu. Časovni potek dogodkov, povezanih z nepojasnjenim izginotjem Charlene, se začne 19. julija 2024, na dan, ko so jo nazadnje videli in je imela stik s svojimi najdražjimi. Ko se ji tisti dan sorodniki nenavadno niso več mogli oglasiti, so prijavili njeno izginotje, kar je sprožilo obsežno preiskavo. Preiskovalci so pregledali posnetke varnostnih kamer iz okoliških območij, pri čemer je bil eno opažanje zabeležen 23. julija. Na posnetku je mogoče videti Charlene v trgovini Morrisons v Adamsdownu v Cardiffu. Ob 6:07, 24. julija, so jo kamere znova ujele, tokrat na nepremičnini na Broadwayu v Adamsdownu. Od tam so bili policisti prisiljeni zanašati se na opažanja občanov, od katerih jih veliko ni mogoče potrditi, ter na preiskave, zaradi katerih se sprašujejo, kaj javnost ne pove. Eden od možnih opažanj se je zgodil 29. julija, ko naj bi Charlene okoli 11:20 dopoldne hodila čez železniški most. Most, ki je lokalno znan kot Black Bridge, povezuje Adamsdown s Plotom. To opažanje jo je prikazalo v modrem jopiču, ko je v eni vrsti hodila z dvema neidentificiranima moškima. Eden je bil opisan kot belopolti moški s svetlo poltjo, star med 30 in 40 let. Druga oseba je nosila črno pokrivalo za obraz, ki je bilo morda del plašča, šala ali balaklave. Drugo opažanje se je zgodilo nekaj mesecev kasneje, 1. novembra, in naj bi Charlene videli v Corringtonu v Cardiffu okoli 17:30. Morda so jo videli pred trgovino Asda, blizu pulta varnostnikov. Tokrat so jo videli z majčkom in žensko s kratkimi, burgundsko pobarvanimi lasmi. Vse tri so skupaj zapustile supermarket. Kljub tem nepotrjenim opažanjem, policija pravi, da nobeno od njih ni uspelo dokazati, da je Charlene še živa. Primer je od takrat zastal, opažanja so nepotrjena in obstaja sum, da javnost morda ve več, kot želi priznati. Družina vztraja, da ne bodo odnehali, dokler ne ugotovijo, kaj se ji je zgodilo. Policija pa ostaja predana in je primer pogrešane osebe nadgradila v odmevnejšo preiskavo. Crime Stoppers je od takrat ponudil nagrado v višini 2000 funtov, da bi spodbudil tiste z informacijami, da se javijo. Preiskava je kasneje privedla do aretacije 45-letnega moškega, ki je bil izpuščen na varščino, brez nadaljnjih novic. Charlene naj bi imela značilno tetovažo zmaja na hrbtu, kot je razvidno iz posnetkov varnostnih kamer. Na zadnjem posnetku kamere je imela lase spete v figo in temen top brez naramnic. Informacije o tem, kje se nahaja pogrešana oseba, lahko posredujete na številko Crime Stoppers 0800 555 111. Številka 13. Claudia Elizabeth Lawrence se je rodila februarja 1974 v Meltonu, Yorkshire. Šolala se je na zasebni šoli York College za dekleta, kasneje pa je obiskovala kuharsko šolo in pridobila naziv kuharice. Delala je v restauracijah in hotelih po Yorku, vendar so ji dolge ure v kuhinji pustile malo časa za družino in prijatelje. Leta 2006 je Claudia postala kuharica na Goodricke College Univerze v Yorku. S to službo si je leta 2007 lahko kupila svoj dom, majhno vrstno hišico v Hemworthu, približno 3 milje od službe. Delodajalec jo je opisal kot zanesljivo, po selitvi tja pa je večere preživljala v pubu Nag's Head in včasih dopustovala na Cipru, kjer je raziskovala zaposlitvene priložnosti. 18. marca 2009 je Claudia opravila svojo izmeno ob 6. uri zjutraj v Goodrickeju in zaključila delo okoli 14. uri. Posnetki nadzornih kamer v kampusu so jo le nekaj minut pozneje pokazali, kako odhaja peš. Okoli 15. jo je druga kamera ujela blizu trgovine v Melrose Gateu, blizu njenega doma, in sosed naj bi jo videl v bližini. Tisti večer je Claudia po telefonu govorila z obema staršema. Zdela se je povsem običajna in bila je navdušena nad načrti za prihajajoči materinski dan s svojo mamo.
Rekla je, da je doma in da namerava zgodaj v posteljo, ker bo morala naslednji dan pred 5. uro zjutraj peš v službo, saj je bil njen avto na popravilu. Njeni starši so prejeli njeno zadnje sporočilo ob 9:12 zvečer. Od takrat Claudia nihče ni videl ali slišal za njo. Ob 6. uri zjutraj naslednjega dne se 35-letnica ni pojavila na delu. Njen vodja je poklical, vendar se je oglasila le telefonska tajnica. Claudia bi se morala tisto noč srečati tudi s svojo prijateljico Suzy Cooper, vendar ni nikoli prišla. Suzy, ki je vedela, da Claudia pogosto uporablja telefon, jo je večkrat poskušala poklicati, vendar je ni uspela dobiti. Naslednje jutro je Suzy stopila v stik s skupnimi prijatelji, vključno z lastnikom lokala Nag's Head, nato pa obvestila Claudine starše. Njen oče, Peter, je poklical na Goodrick College in izvedel, da je Claudia izpustila delo tako 19. kot 20. marca. Ob 14. uri 20. marca je bila obveščena policija severnega Yorkshira in vloženo je bilo poročilo o pogrešani osebi. Policija je bila sprva zadržana glede nujnega ukrepanja, ker ni bilo očitnih znakov nasilja ali motenj, vendar so policisti vseeno preverili Claudino pot. 5 tednov kasneje je bil primer prerazvrščen v odmevno preiskavo zaradi suma, da je prišlo do hudega kaznivega dejanja. In ključni posnetek varnostne kamere je prikazal neidentificiranega moškega, ki se je zadrževal v zadnji ulici za Claudino hišo. Toda kljub večkratnim pozivom ni bil nikoli identificiran. 4 redni obiskovalci iz gostilne Nag's Head so bili kasneje aretirani, vendar je državno tožilstvo zavrnilo pregon zaradi pomankanja dokazov. Izginotje Claudije Lawrence ostaja nerazrešeno. Vsakogar, ki ima kakršnekoli informacije, pa prosijo naj pokliče policijo severnega Yorkshira na 101 ali anonimno linijo Crime Stoppers na 0800 555 111. Številka 12. V primeru Rowene, Volker ni bilo objavljenih veliko osebnih podatkov, vključno z njenim ozadjem ali odnosi. Prva stvar, ki jo vemo o 39-letni ženski iz Christchurcha, je, da je izginila. Iskanje nje in informacije o njenem primeru pa še vedno potekajo. Roweno so nazadnje videli 14. aprila 2025 v trgovini na ulici Bassett v Christchurchu. Na varnostnih kamerah trgovine so jo videli z neznanim spremljevalcem. Šele 22. oktobra so bili družinski člani obveščeni, da je nihče že kar nekaj časa ni videl ali imel stika z njo. Zaskrbljena jo je njena mati prijavila kot pogrešano. Zadnjič, ko so družinski člani slišali od nje, jim je Rowena povedala, da biva pri prijateljici. To je bilo dan, preden je izginila. Takoj so začeli iskalno akcijo, ugotovitve pa so preiskovalce pripeljale do suma, da je morda upleteno kaznivo dejanje. Organi pregona so ugotovili, da Rowena ob izginotju ni pustila nobene digitalne sledi, kar je otežilo preiskavo. Ker niso mogli slediti njenim gibom, so policisti postali zelo zaskrbljeni za njeno dobrobit. Ugibali so, da bi pogrešana ženska morda bila v stanovanjskem rdečem območju, delu Christchurcha, 630 hektarjev velikem območju, ki je bilo zaradi potresov razglašeno za nestabilno. Območje je močno poraščeno in je bilo kasneje spremenjeno v prehodni zeleni prostor z rekreacijskimi površinami. Ta teorija je spodbudila obsežno iskanje v rdečem območju, v katerem je sodelovalo 30 uslužbencev, droni, čolni in policijski psi. Te ekipe so se osredotočile na območja, kjer bi lahko bile stvari skrite ali zakrite. Aprila letos so bili najdeni nekateri predmeti, pomembni za preiskavo, ki jih trenutno preiskujejo, da bi ugotovili enos povezani z izginotjem Rowene. Okoliščine njenega izginotja ostajajo nejasne. Moški, s katerim je bila, še vedno ni identificiran, ona pa ostaja pogrešana. Preiskovalci so razširili iskanje tudi na sosednja območja, vključno z Waicatom, Canterburyjem in Tasmanom. Marina je bila znana po tem, da je potovala, vendar je ob tem vedno ostala v stiku s svojo družino, še posebej s svojimi otroki. Neidentificirani moški, ki je bil z njo opažen na posnetkih varnostnih kamer, trenutno ostaja glavna sled v preiskavi. Vendar se ta oseba še ni javila. Informacije v zvezi s to izginotjem lahko posredujete lokalni policiji na številko 105 ali anonimno preko Crime Stoppers na 0800 555 111 številka 11. 30-letna Jessica Zarensky je živela s svojo babico v Bosley Parku v zahodnem Sydneyju. Njeni bližnji so jo opisali kot lepo, tiho in takoj všečno osebo.
Znano je bilo tudi, da je včasih tavala in pristopila k neznancem ter jih prosila za prevoz ali cigareto. Njeni sorodniki so povedali, da je imela težave z duševnim zdravjem, čeprav se je zdelo, da se s tem spopada. Nazadnje so jo družinski člani videli v Bosley Parku ob 22. uri 25. novembra 2022. Potem je izginila in se le občasno pojavila na posnetkih varnostnih kamer. Prvo potrjeno opažanje so bila 3 dni kasneje, 28. novembra ob 20:35, ko posnetki pokazali, da hodi proti jugu po ulici Zadro v Bosley Parku. Kasneje tisto noč so jo videli pred klubom na cesti Prairieville, nato pa še na parkirišču Greenfield Tavern v Greenfield Parku. Približno 10 minut kasneje so jo videli, kako je odšla v modrem Holden Commodore karavanu, ki je postal ključen za preiskavo. Policija je vozilo spremljala preko varnostnih posnetkov do 9 ure naslednje jutro, ko so ga opazili na bencinski črpalki Ample v Horsley Parku. 40-letni moški, kasneje identificiran kot Paul Jones, je izstopil in natočil gorivo. Tisto noč je spoznal Jessico in z njo ni imel nobene predhodne povezave. Jones je prav tako vstopil v trgovino in kupil cigarete ter 2 steklenici brezalkoholne pijače. Varnostne kamere naj bi pokazale, da je bil na sovoznikovem sedežu nekdo v oranžnem zgornjem delu, za katerega so verjeli, da je Jessica, ki so jo prej videli v enakih oblačilih. Preiskovalci so opazili tudi vejo, zataknjeno v sovoznikovih vratih, ki je ni bilo videti na prejšnjih posnetkih vozila. Več kot uro kasneje so isti avto ujeli, ko se je penjal proti zahodu po avtocesti Great Western, vendar je bil zdaj sovoznikov sedež prazen. Novembra 2023 so preiskovalci razkrili, da so našli Jonesa in forenzično preiskali vozilo, vendar niso našli nobenih uporabnih dokazov. Jones je bil imenovan kot oseba, ki jo zanima policija, čeprav razen posnetkov varnostnih kamer ni nobenih dokazov, da bi škodoval Jessici. Izginotje Jessice Zarensky ostaja sumljivo in nerazrešeno, preiskovalci pa upoštevajo možnost kaznivega dejanja. Opisana je kot belka s svetlimi lasmi, vitke postave in visoka 5 čevljev in 6 palcev. Ima tetovaže na desnem kazalcu, na notranji strani levega zapestja in na zadnjem delu vratu. Nazadnje so jo videli v oranžnem zgornjem delu, črnih pajkicah in ravnih čevljih. Vsak, ki ima kakršnekoli informacije, lahko kontaktira policijo Fairfield ali Crime Stoppers na 1-800-3000. Za informacije, ki bi pomagale ugotoviti, kje je Jessica, je bila ponujena nagrada v višini $500,000. Številka 10. Od sredine 2000 let skupnost Longfellow v Minneapolisu v Minnesoti poroča, da jo pesti nepojasnjen pojav. Longfellowski pok, kot so ga poimenovali, je že desetletja tema pogovorov. Vendar so se prijave neposredno policiji v Minneapolisu začele veliko kasneje, saj so prebivalci območja postajali vse bolj zaskrbljeni zaradi skrivnostnih zvokov, ki odmevajo po soseski. Po besedah prebivalcev so jih nepojasnjeni gromki poki, opisani kot tako glasni, da se trese hiša, stresli okna in jih v strahu prebudili iz spanja. Nasplošno se zdi, da se ti zvoki pojavljajo po letnih noči in imajo nižji ton, ki je povsem drugačen od zvokov prometne nesreče ali strelnega orožja. Kljub večkavam, oblasti te skrivnosti niso uspele razvozlati in so namesto tega ponudile le nekaj domnev. Leta 2010 so skrivnostne poke pripisali ognjemetom. Ketja policijska postaja je pojasnila, da čeprav lahko ognjemeti in eksplodirajoči transformatorji pojasnijo nekatere zvoke, velik del teh ostaja nepojasnjen. Prebivalci Longfellowa so začeli o tem pojavu razpravljati med seboj prek spletnih forumov, pri čemer domačini to temo analizirajo še danes. Na enem od spletnih forumov, Nextdoor, so razpravljali o dogodkih, spraševali, ali je še kdo slišal tisti pok prejšnjo noč in kaj naj bi to bilo. In nekateri so se spraševali, od kod prihajajo. Odgovori na taka vprašanja so vedno enaki. Eksplozija kanalizacijskega plina ob reki, bližnji vlaki, vojska, raznesen transformator. To je le nekaj idej, ki so bile predlagane, vendar se nobena ne prime. Člani mestnega sveta, zdravstveni oddelek, policijska uprava, FBI in celo balistični strokovnjaki so poskušali ugotoviti, kaj so ti poki, a jim ni uspelo. V ta pojav so se vključili tudi preiskovalni novinarji, ki so raziskali vse možnosti, a ostali praznih rok.
Med Minneapolisom in glavnim letališčem so naročili projekt triangulacije, da bi ugotovili izvor teh zvokov. Toda kljub naši najboljši nadzorni tehnologiji, vir ostaja neznan. Ker ti različni sektori ne morejo določiti vzroka, postajajo poki v Longfellowu le še bolj zlovešči in skrivnostni. Član sveta Andrew Johnson se je prav tako posvetil ugotavljanju vzroka teh motečih zvokov. Pogosto nagovarja prebivalce Longfellowa in pravi, da je svet seznanjen z glasnimi poki, ki se dogajajo, ter da jih preiskujejo. Leta 2018 je objavil zapis na Facebooku, v katerem je navedel, da so bile celo poslane gasilske enote, vendar niso našle ničesar. Johnson poroča, da se ta pojav ponavlja že leta, vendar se zdi, da nihče ni videl izvora. Vremenske razmere pa so bile izključene kot možen vir. Tudi lokalne oblasti niso prijele poročil o uporabi dinamita na tem območju. Prav tako ni bilo nobenih dokazov, ki bi nakazovali, da bi eksplozivi dejansko bili sproženi. Druge teorije vključujejo skrivne polete NORAD-a ali prelomnico pod bližnjo reko. Toda tudi tukaj dokazi močno manjkajo. Številka 9. Ločitev vzhodnoarmenskega in armenskega ni zgolj koncept, ki se je pojavil naključno. To je spodbudil Khachatur Abovyan, izobraževalec, znanstvenik, pisatelj, pesnik in filozof s svojim največjim delom Rane Armenije. Štejejo ga za očeta moderne armenske književnosti. Abovyan se je rodil v slikoviti vasi Kanakert leta 1809 kot potomec družine Baharjan, ene izmed 5 armenskih družin, ki so vladale temu območju. Naveličan cerkvene izobrazbe je Abovyan zapustil duhovniške nauke in se preselil v Tiflis, kjer je študiral armenistiko in jezike. 4 leta kasneje, leta 1826, je diplomiral in prav med rusko-perzijsko vojno je spoznal ter se spoprijateljil z evropskim profesorjem Frederikom Perejem, ki mu je pomagal vstopiti na univerzo v Dorbetu. Nekaj let kasneje se je Abovyan vrnil v svojo domovino, vendar ga je globoko pretreslo zatiranje njegovega naroda. Enako ga je vznemirjala omejena intelektualna kultura družbe kot celote. In da bi se spopadal z vsiljivimi mislimi, je začel pisati. In pisal je zelo veliko ter obravnaval več tem v različnih slogih, vključno s poezijo, prozo in eseji. Toda Abovyana širjenje njegovih idej ni zanimalo zgolj zaradi lastne koristi. Želel je, da bi njegovo delo brali in razumeli. Da bi to zagotovil, si je izmislil načrt. Pisati v jeziku občinstva, ki je bil v tem primeru pogovorna armenščina in ne klasična. Rane Armenije bi bila rezultat te ideje, napisane leta 1841 in objavljene posmrtno leta 1858. Toda nihče pravzaprav ne ve, kdaj ali kako je Abovyan umrl, saj je leta 1848 skrivnostno izginil. Pri 38 letih dogodek, ki je na koncu zasenčil njegovo delo. Bilo je 14. aprila tistega leta, ko je pisatelj v zgodnjih jutranjih urah zapustil svoj dom za rutinski sprehod in pustil ženo Amelijo doma z otrokoma, Vardenom in Adelaido. Ure so minevale in prešle v dneve, nato pa v tedne. Nerazložljivo je Amelija čakala en mesec, preden je prijavila izginotje svojega moža. Ko se je razširila novica, da je veliki pisatelj skrivnostno izginil, je skupnost zajela panika. Toda kljub številnim iskanjem ni bilo najdene nobene sledi Abovyana. Znano je bilo, da je imel pisatelj tako perzijske kot turške sovražnike, kar je bila neposredna posledica njegovih spornih spisov, ki so vzbudili domoljubje med Armenci, ki so živeli pod perzijsko in rusko oblastjo. Tragično je, da nihče, vključno z zgodovinarji in strokovnjaki, ne ve, kaj se je tistega jutra zgodilo z Abovyanom. Odšel je od doma in se nikoli ni vrnil. Njegovo izginotje ostaja nerazrešeno vse do danes. Klasičen primer, ko nimaš vseh koščkov sestavljanke. Khachatur Abovyan je pisal romane, zgodbe, drame in umetniške kompozicije. Pisal je tudi verze in basni, ter je bil prvi armenski pisatelj, ki je ustvarjal literaturo za otroke. Njegova poezija je bila polna satire, ki je pogosto kritizirala birokracijo. Verjel je, da ima vsak človek sposobnosti za razvoj, kar ga je skupaj z njegovimi prizadevanji za reformo izobraževalnega sistema oddaljilo od armenskega establishmenta. Vendar je imela vlogo pri razvoju vzhodnoarmenske književnosti, čeprav je bilo veliko njegovih del objavljenih šele po njegovem izginotju. Številka 8.
Zlovešče brenčan je pojav, ki še naprej povzroča nemir v mnogih delih sveta. Tako zelo, da je to spodbudilo nastanek baze podatkov, imenovane World Hum Map and Database Project. Najbolj znan in dokumentiran primer je Taosovo brenčanje, ki je motilo prebivalce Taosa v Novi Mehiki. Po eni študiji je lahko le 2% prebivalstva na tem območju dejansko slišalo to frekvenco. Leta 2006 je bila narejena serija posnetkov Aucklandskega brenčanja, ki so ga slišali na Novi Zelandiji. Drug priljubljen primer teh nepojasnjenih zvokov je Windsorsko brenčanje, o katerem so poročali prebivalci Windsora v Ontariju konec leta 2011. Opisali so ga kot nizko brnečo vibracijo. Ocenili so, da prihaja z otoka Zug. V naslednjih letih bi bila tudi druga območja izpostavljena tem skrivnostnim zvokom. In leta 2023 je bil to Omagh, upravno središče grofije Tyrone v Severni Irski. Istega leta prebivalci niso zlahka zaspali, saj so postali nič hudega sluteče žrtve vseprisotnega brnenja, ki je vsak večer odmevalo skozi temo. Zdi se, da brnenja ni bilo mogoče povezati z običajnimi osumljenci. Medtem ko so bili v prejšnjih primerih za verjetne vzroke navedeni onesnaževanje s hrupom in promet, je bilo omaghsko brnenje nekaj drugega. Za razliko od večine drugih primerov, so bili prebivalci Omagha zaradi stalnega nočnega hrupa tako vznemirjeni, da so se celo preselili v povsem drugo mesto, samo da bi mu ušli. Brnenje, šumenje ali mrmranje so opisali kot nizkotonsko bobnenje, podobno kot bi motor avtomobila deloval v prostem teku. In čeprav rjavi šum lahko pomaga pri nespečnosti in tesnobi, je tokrat povzročal predvsem frustrirajočo motnjo. Naveličana nenehnega brnenja je skupnost zahtevala, da okrožni svet Omagha ukrepa. Vztrajali so, da je treba vir najti in odpraviti. Toda ne glede na to, kako so iskali, lokalne oblasti niso mogle najti prepričljivega izvora. Največja težava pri preiskovanju skrivnosti je bila velikost prizadetega območja. Območje je bilo preprosto preveliko in zato ni bilo izvedljivo razporediti predstavnikov oblasti v iskanje brnečega zvoka. Preiskati bi morali vsako posamezno ulico, hišo, podjetje, kanalizacijski sistem, železniško postajo, vse. In to bi morali storiti z napredno opremo, posebej zasnovano za sledenje zvokom. Svet je verjel, da je bila težava morda povezana z vremenom, ali pa je šlo za sezonski pojav, ki se pojavlja septembra, ko so prebivalci začeli opažati zvok brez očitnega izvora. Skrivnost postane še bolj nenavadna, ko se Alex Fagan odloči podati na precejšen podvig, da bi prišel do dna zadevi. Preko dokumentarca Pravi sever, Omagha Hum, se Fagan poveže z Emmetom McKelletonom, ki je prav tako v iskanju baročnega brenčanja, ter z Jamiem Ryanom, serviserjem z nekaj opreme, ki bi lahko pomagala izslediti vir. Dokumentarek jih na koncu pripelje do tovarne, za katero so verjeli, da od tam prihaja ta zlovešč moteč hrup. A pravni razlogi so Faganu preprečili, da bi imenoval tovarno, lokalne oblasti pa prav tako niso potrdile, ali je bil ta obrat res vir hrupa. Nenavadno je, da je le nekaj tednov potem, ko je Fagan oznanil, da meni, da je primer rešen, omaški brenčanje izginilo in ga od takrat niso več slišali. Številka 7. Znotraj meja Manitowoka v Wisconsinu, Ludingtona v Michiganu in Benton Harbor v Michiganu leži Bermudski trikotnik Velikih jezer, bolj znan kot Michiganski trikotnik. To je ta zlovešči oceanski odsek, ki je bil prizorišče številnih izginotij, vključno z ladjami, letali in ljudmi, ki so izginili brez razlage. Večina pa se jih nikoli ni pojavila iz globin. Najzgodnejše dokumentirano izginotje, ki se je zgodilo v Michiganskem trikotniku, sega v leto 1679, ko je Le Griffin, plovilo zgrajeno za trgovino s krznom, izplulo na Michiganskem jezeru. Bil je namenjen v Fort Frontenac, trgovsko postojanko in vojaško utrdbo. Ladja je bila napolnjena s krznom in zalogami, ki so jih morali dostaviti na južni konec jezera. Pot Le Griffina bi ga vodila skozi Michiganski trikotnik, vendar mu nikoli ni uspelo priti ven. Tisti, ki so bili nameščeni na postaji, so čakali skoraj mesec dni, preden so spoznali, da plovilo nikoli ne bo prispelo. Le Griffin ga niso nikoli več videli. Maja 1891 je ladja za prevoz lesa, znana kot Thomas Hume, zapustila svoj pristan v Chicagu s tovornim prostorom polnim lesa.
To plovilo tisti dan ni bilo edino na vodi, saj je več drugih ladij prav tako potovalo čez morje. Po zapisih posadke druge ladje so se, ko je Thomas Hume dosegel območje Michiganskega trikotnika, v daljavi začeli pojavljati zlovešči oblaki. Nikoli ni prispelo na cilj in niti en sam kos naplavljenega lesa z tega plovila ni nikoli priplaval na obalo. Druga ladja, ki je plula mimo ladje Thomas Hume, se je imenovala Ruth Simmons. 20 leti po izginotji plovila je ladja znova odplula po isti poti, prevažala je božična drevesca. Sredi poti je posadka dvignila zastavo za pomoč, ko so pluli mimo reševalne postaje Kiwani. Postaja je poslala reševalne čolne, ki so hitro začeli zasledovanje, vendar so ladjo izgubili izpred oči in Ruth Simmons je bila nato razglašeno za pogrešano. Leta 1937 je George Donner poveljeval plovilu, ki je v svojem tovornem prostoru prevažalo premog. Donner je bil namenjen v Port Washington v Wisconsinu in vse je potekalo gladko, dokler se nekega večera kapitan ni umaknil v svojo kabino ter zaklenil vrata od znotraj. Ko se je ladja približevala cilju, je prvi častnik šel zbuditi Donnerja iz spanja, a je našel vrata kabine zaklenjena in iz notranjosti ni bilo nobenega odziva. Ko so razbili vrata, je posadka ugotovila, da so kapitanovi prostori prazni. Kljub obsežnemu pregledu ladje Donnerja niso nikoli več videli. Kaj se je z njim zgodilo, ostaja skrivnost. Leta 1950 in let 2501 postal naslednja nič hudega sluteča žrtev Michiganskega trikotnika. Let je bil namenjen iz New Yorka v Seattle z 58 potniki na krovu. Minilo je več ur brez sledu o letalu, zato so sprožili iskalno-reševalno akcijo. V vodi so našli majhne dele letala, vendar ni bilo nobenih znakov celotne strukture. Obalna straža je prav tako preiskala vode, vendar so iskanje sčasoma prekinili, letalo in vsi potniki pa so bili razglašeni za izgubljene. Julija 1998 je Donald Schaller vstopil v dvosed Aero L-39 Albatros, enomotorno reaktivno šolsko letalo. Schaller je bil izkušen pilot, ki je nameraval prvič nastopiti na letalski prireditvi v Traverse Cityju v Michiganu. Na sovoznikovem sedežu je sedel Donovan Rodriguez, inštruktor letenja. Bila je 6. ura zvečer, ko je Schaller poklical v kontrolno sobo in sporočil, da je zdaj 27 milj oddaljen od letališča Cherry Capital, odkudar je vzletel, ter da se bo vrnil na isto letališče. Letalo pa se ni vrnilo. Namesto tega so kontrolorji opazovali, kako je letalo zlovešče izginilo z radarja, na krovu pa sta bila tako Schaller kot Rodriguez. V zadnjih letih so v bližini s sonarno opremo zaznali strukture podobne letalu. Vendar so kasnejše potopitve na to lokacijo pokazale, da nobena od teh formacij ni pogrešano letalo. Michiganski trikotnik še naprej terja žrtve in širi svoj sloves, ter postaja enakovreden legendi Bermudskega trikotnika. In prav tako kot pri tej skrivnostni regiji se strokovnjaki še vedno ne morejo zediniti, kaj povzroča te nenavadne in nenadne izginotja. Številka 6. 6. Minojci kultura, najbolj znana po svojih mitih in legendah, med katerimi je najbolj priljubljena tista o Tezeju in Minotauru, so bili bronastodobna civilizacija s Krete. Ta kultura je cvetela od približno 3000 pristoništritod do svoje nerazložljivega izginotja okoli 1100 pristoništritod. Ime te družbe izhaja iz besede Minos, ki se nanaša na eno od dveh možnosti. Minos je bil bodisi naziv, ki so ga dajali dinastičnemu vladarju, bodisi ime določenega visokega predstavnika na Kreti, ki je imel tudi mesto v grški legendi. Na sočnih obalah največjega grškega otoka so Minojci gradili svoje razkošne palače, ustvarjali neverjetno umetnost in vzpostavljali svoje trgovske mreže po Sredozemlju. Zdi se, da je bila ta kultura naklonjena naravi, kar je razvidno iz živahnih prizorov v njihovi umetnosti, ki prikazujejo delfine, ptice, ribe in rože. Za razliko od drugih starodavnih kultur so bile v minojski umetnosti ženske prikazane na visokih položajih in kot pomembne osebnosti. Nekateri strokovnjaki pa celo menijo, da je bila družba morda matriarhalna. Prav tako je bilo nenavadno za starodavne civilizacije, da je ta posebna kultura izkazovala veliko zanimanje za higieno. Palače na Kreti so kazale določeno prefinjenost, ki je ne bi pričakovali. Bile so opremljene z vodovodnimi sistemi, kopalnicami, stranišči in odtočnimi kanali.
Minoiči so bili ena prvih starodavnih kultur, ki so raziskovale starodavne sanitarne sisteme, kar nakazuje, da sta bila njihov način življenja in gospodarski status na visoki ravni. Pred približno 3000 leti in pol pa so bili Minojci na Kreti izpostavljeni katastrofalnemu dogodku, ki je ogrozil njihov obstoj. Zemlja se je začela tresti, kar je bil opozorilni znak, da bo bližnji vulkan na otoku Tera kmalu izbruhnil. In to se je tudi zgodilo. Ogromen izbruh vulkana je sprožil tsunami, ki je bil drvel proti obalam Krete. Palače so bile uničene na njegovi poti in družba je bila izkoreninjena. Dogodek se je zgodil leta 1450 pred Istonu Štepedo po zapisih iz antičnih zgodovinskih virov. Domnevno je dogodek napovedal prihod Mikencev, ki so očitno prevzeli oblast na Kreti. Le da se zdi, da se to ni zgodilo tako. Po nedavnih raziskavah se je lahko vulkanski izbruh zgodil dolgo pred padcem Minojcev. Nekateri strokovnjaki pa postavljajo datum med 1565 in 1501 Pritovane Notingštete. Druga študija je predlagala, da se je to zgodilo med letoma 1609 in 1560. Končni zaključek pa je z 95,4% verjetnostjo postavil izbruh med leti 1602 in 1502. To je pomenilo, da čas mikenske invazije in čas izbruha nista bila povezana. Prav tako izbruh ni uničil Minojcev. Arheologi so našli tudi dodatne dokaze, ki nakazujejo, da so bili Minojci pripravljeni na takšne invazije. V pozni bronasti dobi je postal en trend pri tej civilizaciji precej očiten. Začeli so se ukvarjati z gradbenimi projekti, namenjenimi pripravam na vojno. Ta nenadna sprememba je povzročila gradnjo obrambnih zidov in stolpov, vendar se je velik del napadov Mikencev zgodil na morju, zato ni jasnih arheoloških dokazov o teh invazijah. Z novimi dokazi, njihovo odsotnostjo in izboljšanimi metodami datiranja ostaja vprašanje o padcu Minojcev odprto, saj so na voljo le teorije kot odgovori. Številka 5. Bilo je v Nürnbergu leta 1828, ko se je razkrila ena najbolj skrivnostnih in znanih zgodovinskih ugank. Namesto nerazložljivega izginotja je šlo za begajoč pojav nenavadnega mladega fanta. Zgodba o Kasparju Hauserju, ki je trdil, da je večino svojega življenja preživel zaprt v temni kleti s samo konjičkom za igračo kot družbo, nikoli ne preneha pritegniti pozornosti poslušalcev. Čeprav se zdi zgodba Kasparja Hauserja nenavadna in redka, ni edini. Nekaj let po tem dogodku je Nemčija doživela epizodo déjà vu, ko se je v majhni vasi, daleč od vseh glavnih cest in odmaknjeni od večjih mest, pojavil še en skrivnosten posameznik. Leta 1850 so nemške oblasti postale radovedne zaradi nenadnega pojava moškega, ki ga niso prepoznale, v okrožju Lebus, blizu Frankfurta ob Odri. Opisan kot nekdo, ki govori polomljeno nemščino in ima značilnosti kavkaškega porekla, je bil neznanec priveden na zaslišanje, pri čemer so se vaški uradniki spraševali, ali gre za navadnega prevaranta ali pa je v njegovi zgodbi še kaj več. Ko ga je zasliševal župan, je moški trdil, da mu je ime Džofar Voran in da prihaja iz države Lacereja, ki se nahaja v Sakreji. Vendar noben od teh krajev ni obstajal. Potrjeno je bilo, da Voran ni znal nobenega evropskega jezika, razen nekaj malega polomljene nemščine. Bral in pisal je v jezikih, ki jih je imenoval lacerejščina in abramijanščina, pri čemer je za slednjo trdil, da je narečje duhovniškega reda. Vorin je pojasnil, da je prakticiral krščansko vero, ki jo je imenoval izpašijanstvo. Še ena značilnost, ki je obstajala izključno po Vorinovi odredbi. Pojasnil je, da je izpašijanstvo po obliki in nauku krščansko in izvira iz dežele Sakreja, ene od 5 velikih delov zemlje, poleg Aflarja, Aslarja, Oslarja in Uplarja. Nobena od katerih ni priznana v sodobni geografiji. Vorin je oblastem povedal, da je prišel na to območje v iskanju svojega neimenovanega dolgo izgubljenega brata. Domnevno je imel precejšnje geografsko znanje in bil na oceanskem potovanju v iskanju svojega sorojenca, ko je doživel brodolom. Toda neznanec ni mogel natančno povedati, kje je obtičal. Ni poznal imena kraja, prav tako ni mogel s pomočjo zemljevida ali globusa prikazati svoje poti na kopnem. Zato je njegov izvor ostal neznan. Domnevno naj bi bil Voren naskrivaj premeščen v Berlin, kjer naj bi ga preučevali znanstveniki in učenjaki.
Ni bilo nobenega zanesljivega zgodovinskega zapisa o njegovem življenju ali smrti. V naslednjih letih so zgodovinarji neprestano poskušali ugotoviti, kdo je bil Vorin, odkot je prišel in kam je odšel. Strokovnjaki so domnevali, da je bila Tujčeva omemba Sakre morda napačen zapis za Zakarijo, kraja v turški regiji. Verjame se, da so bila mesta, ki jih je omenjal, morda njegova različica sodobnih kontinentov. Sakreja naj bi bila Južna Amerika, Aflar Afrika, Aslar Azija, Oslar Avstralija in Uplar različica Evrope. Aspašijan, religija, ki naj bi ji moški sledili, je imela podobnosti s krščanstvom, kar je vodilo do ugibanj, da je bil njegov verovalni sistem le samopoimenovan. Ugotovljeno je bilo tudi, da je povezan z zapisi o Aleksandrovem velikem pohodu v Iran. Te ugotovitve so zgodovinarje prepričale, da bi lahko bil Džafar Voron turškega porekla, vendar obstajajo nekatere podrobnosti, ki to teorijo ovržejo, zaradi česar je nenadni pojav Džafarja Vorona nerazložljiva skrivnost. Številka 4. V zgodnji zgodovini Zemlje obstaja čudno skrivnostno protislovje. To je astronomski problem, ki strokovnjake tako bega, da so ga celo poimenovali. Imenujejo ga paradoks šibkega mladega sonca ali problem šibkega mladega sonca in se nanaša na protislovje med tekočo vodo na Zemlji in domnevno močjo sončevega sevanja v času nastanka našega planeta. Pred milijardami domnevnih let, ker je bilo sonce precej hladnejše, bi lahko domnevali, da je bila voda na Zemlji zamrznjena, da je bil zrak hladen, ledena pokrajina, krogla ledu, ki lebdi v praznini. Vendar pa so po podatkih starodavnih cirkonovih kristalov, ki nosijo izotopske podpise interakcij z vodo, je bila na Zemlji tekoča voda že pred vsaj 4,4 milijarde let, ko je bilo sončevo sevanje le 70% tako močno kot danes. Ker je bilo sonce šibkejše, menijo, da bi se led na poljih povečal, odbijal več sončne svetlobe in planet še dodatno ohladil. Vendar pa dokazi iz kamin in fosilov kažejo, da temu ni tako. Stara Zemlja je bila topla in polna vode, pravi raj za življenje že ob svojem nastanku. Danes je fotosfera Sonca okoli 10.000 stopinj Fahrenheita, pred vsemi temi leti pa je bila precej nižja. Kljub zmanjšani toploti je Zemlja imela tekočo vodo. In to je tisto, kar zmede astronome. Kako je lahko Sonce šibko, Zemlja pa topla? Predlaganih je bilo več hipotez v upanju, da bi razložile ta nenavaden protisloven dogodek. Leta 1972, ko sta to vprašanje prvič izpostavila Carl Sagan in George Mullen, sta predlagala, da bi toplogredni plini lahko pojasnili ravno dovolj visoke temperature, ki so ohranjale vodo v tekoči obliki. Oba sta vztrajala, da so lahko visoke koncentracije amonijaka igrale vlogo pri tem pojavu. Vendar so kasneje ugotovili, da je amonijak sicer učinkovit toplogredni plin, vendar se v atmosferi zlahka uniči, kjer se pretvori v dušik in vodik. Plimsko segrevanje je bila še ena teorija, po kateri so strokovnjaki predlagali, da je bila Luna nekoč veliko bližje Zemlji, ki se je takrat tudi vrtela hitreje kot danes. Pravijo, da je to povzročilo večje epizode plimskega segrevanja. Tora študija iz leta 2021 je pokazala, da je plimsko segrevanje morda prispevalo približno 10 vatov na kvadratni meter, kar je povečalo temperaturo do 41 stopinj Fahrenheita. Na časovni lestvici 100 milijonov let, kar pa ni dovolj, ko gre za paradoks šibkega mladega sonca. Kozmični žarki, spremembe oblakov in hipoteza Gaia so bili vsak posebej preučeni kot možne rešitve tega nasprotja, vendar se nobena ni zdela dokončna. Izkazalo se je, da ne vemo niti približno toliko o zgodovini našega planeta, kot bi vas nekateri radi prepričali. Pomembno je, da se zavedamo, da ko domnevni strokovnjaki predstavijo teorije, bolje rečeno ugibanja, o tem, kaj naj bi se zgodilo ali ne zgodilo pred domnevno milijardami let, je vaše lastno ugibanje prav tako dobro kot njihovo. Številka 3. Biokemik in raziskovalec Peng Xiaomu se je rodil v provinciji Guangdong leta 1925. Obiskoval je centralno univerzo Kitajske, danes znano kot Univerza Nanjing, in leta 1947 diplomiral iz biologije. Kmalu se je pridružil Šanghajskemu inštitutu za biokemijo in študiral pri Cao Tianguanu. Do leta 1956 se je udeležil več znanstvenih odprav v Xinjiang, kjer je popisoval različne vrste flore in faune v puščavi Lopnor. Prav tako je meril kopičenje kalija.
Strašen sloves Lopnorja ni bil dovolj, da bi odvrnil Penga, ki je nekoč dejal, da je znanost hoja po poti, po kateri drugi ljudje ne hodijo. Puščava, znana kot prepovedano območje, poleti pogosto doseže temperature do 70 stopinj Celzija. Gre za nikogaršnja zemlja, z zgodovino izginotij, ki je terjala življenja več raziskovalcev. Pesek je znan po tem, da se premika in pokrajina se spreminja, včasih pa razkrije pozabljene ruševine starodavnih mest, ki so tam nekoč obstajala. Leta 1979 je bil Peng pri 54 letih imenovan za podpredsednika Kitajske akademije znanosti. Znanstvenik je izginil naslednje leto med eno od ekspedicij v Lopnor, ki jih je vodil. Sprva je nadaljevanje hladne vojne raziskovanje zaustavilo, vendar sta se poleti 1980 Peng in njegova ekipa arheologov, biologov, kemikov in geologov vrnila na zapuščeno območje. Vodja ekipe je verjel, da bi odkritje mineralnih virov v Lopnorju spodbudilo industrijski razvoj Kitajske, kar bi pomagalo v potekajoči vojni. Odprava se je začela gladko, vendar ko so bile vse naloge opravljene in ni bilo pomembnih odkritij, je Peng menil, da bi morali raziskovati še bolj jugovzhodno v puščavi. Ekipa je nerada privolila, čeprav so izrazili previdnost zaradi nevarnega okolja. Niso bili prepričani, da lahko območje varno prečkajo, vendar je odprava vztrajala. 17. junija, le 5 dni po začetku poti in le nekaj dni po nepojasnjenem sporu, bi Peng izginil. Ekipa je imela vse manj vode in zaradi tega je postajala vse bolj nervozna. Tistega dne se je znanstvenik podal v neznano in za seboj pustil sporočilo. V sporočilu je pojasnil, da odhaja iskat vodo, vendar se Peng z tega iskanja ne bi vrnil. Ekipa je hitro organizirala iskalno akcijo v upanju, da bodo našli kakšno sled o njem, vendar pesek ni ohranil nobene sledi za njim. Med letoma 2005 in 2007 so v puščavi Lopnur odkrili več človeških ostankov, kar je v skupnosti in Pengovi družini vzbudilo upanje. Vsakeč, ko so ostanke identificirali, se je izkazalo, da niso Pengovi ostanki. Tudi četrto iskanje pogrešanega znanstvenika ni prineslo rezultatov, zato je bil kasneje razglašen za revolucionarnega mučenika. Strokovnjaki so raziskali nešteto možnosti pri iskanju Penga, vključno z ugrabitvijo in prebegom, vendar nobene od teh ni mogoče z gotovostjo dokazati. Številka 2. Bilo je novembra 1930, ko je kanadski raziskovalec in lovec na krzno Joe Labelle prečkal severozahodno ozemlje Kanade, ki je danes ozemlje Nunavut. Znotraj njegovih meja leži jezero Anjikuni, ki je podpiralo lokalno naselje Inuitov. Zdi se, da so Joea Labelleja vaščani že poznali. Območje je že obiskal in vedel je, da lahko v tem naselju najde prenočišče. Kot običajno je pričakoval topel sprejem kot prej, vendar je ob prihodu v vas naletel na nekaj posebej nenavadnega. Joe Labelle je v nekaterih kočah našel hrano, ki se je kuhala. Kože so bile lepo pospravljene, skodelice in sklede so ležale nedotaknjene, sneg pa je bil nepohojen. Prvič po dolgih letih je bila majhna naselbina srhljivo tiha. Labelle je previdno hodil naokoli in iskal kakršnekoli znake ljudi, vendar ni bilo nobenega znaka gibanja in niti ene same stopinje, razen njegovih lastnih, ni bile vtisnjene v pokrajino. Cela vas, kjer je prebivalo 30 naseljencev, je zdaj izginila. 7 vlečnih psov so našli še vedno privezanih na svoje kolje, nekateri so bili zdaj že na pol zakopani v snegu. Bilo je jasno, da je bila vas zapuščena na hitro. Ljudje so odšli v naglici, pustili vse za seboj in niso pustili nobenih sledi, kam so šli ali zakaj. Odkritje psov je bilo še posebej vznemirjajoče, saj so bili v kulturi Inuitov, v vasi, ki je bila večinoma odmaknjena od družbe, psi ključni za preživetje, sveti spremljevalci in velika opora. Psi so bili odgovorni za prevoz in premikanje ključnih virov, pa vendar so tukaj ležali. Ko je Labelle nadaljeval skozi vas in dokumentiral vsako nenavadno podrobnost, je naletel na še eno srhljivo značilnost. V bližini so Inuiti vzdrževali pokopališče. Ob pregledu območja je raziskovalec našel odprta grobna mesta, ki so bila vsa prazna. Vendar je na novo zapadli sneg izbrisal vse sledi človeških rok in orodij. Labelleja je preplavil strah, ki ga je pognal nazaj čez ledeno divjino v iskanju najbližje telegrafske postaje. Ko je prispel, je bil izčrpan, a je kljub temu poslal sporočilo o nenavadnem odkritju kraljevi kanadski konjeniški policiji.
O pogrešanju celotne vasi so poročali, kar je sprožilo obsežno preiskavo. Ko so prispeli tja, so policisti potrdili nenavadne trditve Labella. Celotna vas je dejansko izginila, ne da bi za seboj pustila kakršnekoli sledi. Oblasti so začeli iskati trupla tistih, ki so nekoč prebivali v naselju, vendar niso našli nobenega. Noben od Inuitov se nikoli ni vrnil v vas in nikoli jih niso več videli. Iz neznanih razlogov je kraljeva kanadska konjeniška policija zanikala, da se je incident zgodil, vendar prazni šotori in snegom prekriti psi so v nasprotju s to izjavo. Številka 1. Friedrich Wilhelm Ludwig Leichhardt, v zgodovinskih dokumentih večinoma imenovan kar Ludwig Leichhardt, je bil raziskovalec in naravoslovec, rojen blizu vasi Trebač v provinciji Brandenburg. Bil je 6. od 8 otrok, rojenih Kristjanu Hieronymu Matiji Leichhardtu in njegovi ženi Charlotti Sophii. Ludwig se je zanimal za filozofijo, jezike in naravoslovje, ki jih je med letoma 1831 in 1836 študiral na univerzah v Göttingenu in Berlinu. Kljub 5-letnemu študiju pa ni prejel univerzitetne diplome. Leta 1837 se je preselil v Anglijo, kjer je nadaljeval študij naravoslovja na več ustanovah in opravljal terensko delo v različnih evropskih državah. Od tam se je vkrcal na ladje in odplul. Njegove najbolj znane raziskave so bile po severni in osrednji Avstraliji. Leta 1842 je prispel v Sydney z namenom raziskovanja notranjosti, kjer je upal preučiti geologijo, rastlinstvo in živalstvo. Prav tako je želel opazovati načine kmetovanja. Nato se je odpravil na samostojno odpravo za zbiranje primerkov, ki ga je vodila od Newcasla do zaliva Moreton. Na povabilo Alexandra Walkerja Scotta bi dobil tudi priložnost raziskati otok Ash. Ludwig se je leta 1844 vrnil v Sydney, da bi sodeloval v vladno financirani odpravi, ki je potekala od zaliva Moreton do Port Essingtona. Načrti so sicer propadli, vendar se raziskovalec ni želel vrniti domov. Namesto tega je odpravo začel sam in zbral več prostovoljcev, ki so ga spremljali. Potovanje je trajalo 2 leti. Po vrnitvi si je zagotovil državno subvencijo in zasebna sredstva za drugo odpravo. Isto leto so ladje ponovno zapustile pristanišče in odplule proti Avstraliji. Tokrat ga je pot vodila od Darling Downsa do zahodne obale, nato do reke Swan in na koncu v Perth. Toda močno deževje, malarija in lakota so prisilili odpravo, da se je obrnila nazaj. Ludwig prav tako ni prinesel medicinskega kompleta na potovanje, kar je povzročilo upor in živčni zlom. Po okrevanju po zgrešenem potovanju in malariji je Ludwig preživel več tednov pri preučevanju toka reke Condamine. In leta 1848 se je odpravil od reke Condamine z namenom, da doseže reko Swan. Ekipo so sestavljali Ludwig, 4 Evropejci, 2 aboriginska vodnika, 7 konj in 20 mul. Bilo je zgodaj aprila, ko se je odprava podala na veliko potovanje iz Darling Downsa, vendar se tokrat niso vrnili. Ko so bili 2/3 poti skozi odpravo, so vsi, vključno z Ludwigom Leichhardtom, nepojasnjeno izginili in za seboj pustili skrivnost, ki še vedno ni razrešena. Leta 1855 je izkušen raziskovalec Augustus Charles Gregory vodil znanstveno odpravo na severu Avstralije. Ekipa je zapustila zaliv Moreton in raziskovala reke Victoria, Ashley, Roper in MacArthur. Nato so naleteli na nedokumentirano reko, ki so jo poimenovali Leichhardt. Skupina je nato začela povratno potovanje preko rek Flinders, Burdekin, Fitzroy in Burnett, kar je trajalo 16 mesecev. Leta 1858 je Gregory vodil drugo odpravo, tokrat v iskanju Leichhardta, v upanju, da razkrije skrivnost. Marca se je skupina z izkušenimi poznavalci divjine in 40 konji, ki so vsak nosili 150 funtov zalog, odpravila iz območja Ipswicha in prispela do reke Barkley, kamor so prispeli aprila. Ko so prispeli tja, so našli nekaj povsem nepričakovanega. V bližnje drevo je bila rezana črka L, znak, ki je nakazoval, da je bil tam Leichhardt. Nažalost je odpravo ovirala dolgotrajna suša, zaradi katere sta bila Gregory in njegova skupina prisiljena opustiti iskanje in oditi v Adelaide. Leta 1864 je Duncan McIntyre ob reki Flinders odkril še 2 drevesi, označeni z isto črko.
Leta 1900 je aboriginski rančar odkril 6 palcev veliko medeninasto ploščico z napisom Ludwig Leichhardt 1848. Ploščica je bila pritrjena na kopito strelnega orožja, ki je bilo puščeno v drevesu boab. Pristnost tega odkritja pa ni bila potrjena vse do leta 2006. In razen črk L, izrezljanih v drevesa, je to edina preostala sled Ludwiga. V vseh teh letih niso našli nobenih drugih dokazov o njegovi odpravi, zato je usoda odprave Ludwiga Leichhardta še vedno neznana. Najlepša hvala, da ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, pritisnite gumb všeč mi je. Ne pozabite se naročiti in klikniti zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi objavami. Moje ime je Top 5 Unknowns in se vidimo v naslednjem videu.